Najprej vsem skupaj lep pozdrav. Imamo posebno priložnost, da lahko v Sloveniji gostimo kar dva ministra slovaške vlade, in sicer gospoda ministra za obrambo in ministra za notranje zadeve. Z obema imamo nekaj skupnega. S gospodom ministrom za obrambo smo prediskutirali bilateralno sodelovanje, ki je že dolgo vrsto let zelo dobro. Posebej naj izpostavimo sodelovanje na področju RKB zaščite. Slovenski bataljon za RKBO, ki smo ga te dni videli na eni pomembni vaji, je vsako leto gost v Zemljanskih Kostolanih na Slovaškem, kjer se naši pripadniki tega bataljona učijo mnogih veščin, med drugim tudi delovanja z pravimi bojnimi strupi, česar v nobenem okolju oziroma na nobenem vadbišču v Sloveniji ni več mogoče narediti. Dobro sodelujemo tudi na področju izmenjave, ki zadeva jezikovno usposabljanje. Upamo, da bodo naši kolegi iz Slovaške vojske prišli tudi v našo gorsko šolo. Imamo tudi zelo uspešno sodelovanje na področju izmenjave spoznanj na področju religiozne duhovne oskrbe. Ker sta naši vojski, obe vojski, vključeni v različne mednarodne operacije, smo tudi danes izmenjali naše poglede na sodelovanje v Bosni in Hercegovini in pa v Afganistanu. Zlasti nas je zanimal odnos javnega mnenja na Slovaškem do sodelovanja slovaške vojske v operaciji ISAF, in z zanimanjem smo poslušali, kako uspešni so naši kolegi, kako je uspešen naš kolega skupaj s svojimi sodelavci v pripravi pravih argumentov, ki so prepričljivi tako za slovaško politiko, kot tudi za slovaško javnost. Namreč slovaška vojska povečuje svojo prisotnost v Afganistanu. No, zanimivo je bilo tudi razpravljati oziroma izmenjati izkušnje glede našega sodelovanja v Zvezi NATO in pa v Evropski uniji. Tu nas druži tudi sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve, kajti sistem zaščite in reševanja, ki je na Slovaškem sestavni del Ministrstva za notranje zadeve, je pri nas v obrambnem ministrstvu. In pomembno je, da si, tako kot je prav ob različnih naravnih nesrečah, tudi na tem področju izmenjamo naše izkušnje in spoznanja. In z ministrom smo skupaj z direktorjem Uprave za zaščito in reševanje, magistrom Balantom, šli skozi slovenski sistem in se seznanili tudi s tem, kako ta isti sistem deluje na Slovaškem. Kar nekaj časa smo namenili tudi uporabi evropske številke za klic v sili 112, ki jo poznajo tudi na Slovaškem, in pa razpravljali smo o problemih in posebnostih financiranja celotnega sistema zaščite in reševanja. Toliko bi jaz rekla za uvod in bi predala besedo našima dvema gostoma, s katerima nas druži dolgoletno dobro sodelovanje in pa tudi prijateljstvo med obema državama.